Čau, tokrat vam predstavljam vadbo za 100% rezultat. Najprej je potrebno ločiti med osnovnima oblikama vadbe. Aerobna se za razliko od anaerobne izvaja dlje časa in pri nižjem srčnem utripu. V to skupino aktivnosti uvrščamo plavanje, tek, kolesarjenje, hojo v hribe in še nekatere druge. Glavni namen aerobne vadbe je pridobiti na kondiciji, krepiti organizem in izgubiti odvečne kilograme. Za 100% rezultat je potrebna kombinacija obeh oblik vadbe. Da pa bo zadeva bolj jasna, se tokrat posvetimo teku. Gre za obliko treninga, ki dnevno pridobiva na svoji priljubljenosti in je poznana prav vsakemu. S pomočjo teka bomo najlažje razložili celoten koncept okoli aerobne vadbe. Številne teorije in raziskave, ki zagovarjajo, kdaj je najbolj teči oziroma kdaj s tekom porabimo največ kalorij, so celotno zadevo precej zakomplicirale. Zato na tem mestu pozabite vse informacije in poslušajte svoje telo. Tecite, ko vam to najbolj odgovarja. Če prakticirate jutranji tek na tešče, bodite pozorni na intenzivnost. Naj ta ne bo previsoka, da slučajno ne pride do razgradnje mišičnega tkiva. Pogovorni tek je tisto, kar je primerno za vas. Časovni okvir pa naj bo nekje med 35 do 45 minut. Če ste ljubitelj teka po zajtrku, bodite pozorni, da mine vsaj 45 minut od obroka in se tako izognite neprijetnemu občutku teže v vašem želodcu. Tretja opcija je tek po treningu z utežmi. Prav tako gre za odlično izbiro, pri kateri morate biti pozorni, da ne tečete več kot 25 minut. To pa zato, ker ste nekaj energije že porabili. Lahko pa tečete tudi v popoldanskih urah. Bodite pozorni le na časoven okvir in obrok pred treningom. Za konec pa še majhna skrivnost. Pomembno je, da med telesno vadbo kar se da uživate. To pa zato, ker jo boste prakticirali večkrat tedensko. Spremljajte nas še naprej, saj poleg ostalih zanimivih tem za vas pripravljamo še anaerobno vadbo.